po naši oceni je ta segment za samo funkcioniranje gospodarstva izjemno pomemben. Mi za razliko od nekaterih, ki smo jih v preteklosti v teh dneh že slišali, ne načrtujemo, da bi za te infrastrukturne projekte se država morala zadolžiti za dodatne milijarde. Prepričani smo, da so državna infrastrukturna podjetja, posebej podjetja na energetskem področju, v tako dobri finančni kondiciji, da bi lahko zagnali gospodarski ciklus tega področja. Vi se spomnite najbrž vsi, da so recimo elektropodjetja, tudi nekatera energetska podjetja so bila v to siljena oziroma je bilo željeno dokapitalizirala novo kreditno banko Maribor. Se pravi, to je po naši oceni povsem zgrešeno. Prepričani smo, da morajo ta energetska podjetja vlagati v nadaljno infrastrukturo, v razvoj te infrastrukture. Posebej pa opozarjamo na to, da je konkurenčnost gospodarstva v ne tako majhnem delu, ampak kar v precej velikem segmentu vezana na cene energentov. Mi danes lahko z gotovostjo trdimo, upravili smo kar nekaj obiskov po državnih podjetjih, posebej energetskih, lahko trdimo, da so te cene glede na trg Evrope ali pa na primerljive sosedske države previsoke. Mi ocenjujemo, da je treba te cene ustrezno znižati. To po eni strani pomeni velik prispevek k našemu gospodarstvu pri vhodnih cenah surovin oziroma vhodnih cenah energentov. Po drugi strani to seveda pomeni konkurenčnost naših izdelkov, sprejemljivejšo ceno, nižjo ceno, po tretji strani seveda pa to pomeni tudi velik prispevek za samo prebivalstvo. Kar se tiče samih infrastrukturnih podjetij, gospod predsednik je že omenil, mi smo načeloma v gospodarskem programu napisali, da je potrebno državne naložbe prodati oziroma pregledno, transparentno prodati z najvišjo možno tržno vrednostjo, pri čemer je nekaj izjem. Mi za razliko od nekaterih drugih, ki so napovedali že prodajo vseh državnih podjetij, ne podpiramo in ne načrtujemo prodajo najpomembnejših za državo tako strateških podjetij, ki so tudi deloma lastniki infrastrukture, kot so recimo Luka Koper. Mi tukaj ne načrtujemo prodaje. Tudi ne načrtujemo, da bi se prodajal Dars. Veste, da je bilo veliko govora o tem, da bi prodali Dars za svojimi dolgovi Kitajcem ali Italijanom ali komorkoli. Mi ocenjujemo, da ne glede na to, da so slovenske avtoceste bile relativno drage, ker je nesporno dejstvo, v tem trenutku ni smiselno to prodajati, ampak je potrebno z nekim drugačnim pristopom k refinanciranju teh dolgov in pa samim upravljanjem Darsa zadeve zadržati v naši lasti, kakor tudi ne načrtujemo oziroma mislimo, da je nesporno potrebno, da ostane Aerodrom Ljubljana v državni lasti. Pričemer so pa seveda tudi potrebni določeni organizacijski in posebinski premiki od tega, recimo, da vemo, da na aerodromu nihče drug ne more točiti goriva kot izbrani dobavitelji, kot so Petrol, Ina. Te cene so tam nerazumno visoke, tuji prevozniki se pritožujejo na tem, zato tudi ne pridejo v Slovenijo in pa še nekaj takih drugih vsebinskih posegov. Zdaj, kar se tiče same infrastrukture, je zelo važen projekt za nas seveda izgradnja 5. pa 10. koridora oziroma revitalizacija slovenskih železnic. Tle smo prepričani, da bo država morala kar precejšen del sredstev zagotoviti iz državnega proračuna. Vi veste, da je v državnem proračunu bilo v zadnjih 2 letih precej investicij črtanih. Ocenjujemo, da je z sočasno preverbo oziroma ponovnim preudarkom socialnih transferjev treba videti, kateri od teh socialnih transferjev so res potrebni in katere je treba nadomestiti s tem, da tako imenovana populacija, ki je danes na Zavodu za zaposlovanje in čaka, se vključi v tako imenovana javna dela. Mi smo ta javna dela v našem gospodarskem programu tudi predvideli. Se pravi, po naši oceni je možno skozi ta javna dela zagotoviti kar nekaj drugačnih načinov obnašanja ljudi, ki čakajo na zavodu in dejansko izkoriščajo socialne pomoči. Če se pa vrnemo na železnice, pa smo prepričani, da je poleg tega državnega denarja, ne samo za železnice, tudi za druge programe, potrebno začeti zagotavljati tudi skozi javno-zasebna partnerstva. Mi smo ena od držav na tem infrastrukturnem projektu, kjer teh javno-zasebnih partnerstv ne na cestah, ne na železnicah praktično ni bilo. Prepričani pa smo, da bi z preverbo, vsaj s preverbo trga, glede na našo geostrateško lego, te vložki lahko bili v Slovenijo dani. Mogoče
za konec še to, da ta naša podjetja, o katerih govorimo, se pravi podjetja, infrastrukturna podjetja, so danes nekako razdeljena oziroma se z njimi upravlja z nivoja organizacijskega in pa tako imenovanega zakonodajnega področja, kar z nekim ministrstv. Mi vidimo, to je vsem znano, recimo, da se določeni posegi v prostor načrtujejo po 5-10 let, da prihaja do ekstremnega navzkrižja interesov med tako imenovanimi tistimi, ki so nosilci tazga projekta in tistimi, ki recimo varujejo okolje, ali pa tistimi, ki varujejo kmetijske površine, se pravi, imamo dejansko en preplet, ki mnogokrat rezultira v nerazumno dolge postopke ali pa sploh pripelje do tega, da te postopke se nikakor ne izpeljejo, zato smo mi znotraj našega volilnega programa, ampak moram reči, da na predlog našega gospodarskega kluba predlagali, da se v teh 12 ministrstvih eno od teh 12 ministrstv opredeli kot ministrstvo za infrastrukturo in to ministrstvo za infrastrukturo bilo tisto, ki bi dejansko vodilo preko svojih državnih inženirjev ali pa privatnih inženirjev vse poglavitne državne naložbe. Te pa so, kot sem povedal, železnice, nadaljevanje gradnje, hidroelektrarn na srednji in spodnji Savi, vlaganje v državne ceste, ki so tudi praktično zastala, in pa seveda izjemno pomemben projekt dokončanje Luke Koper.